Windows Azure dejansko vidimo, da je velika priložnost za mala podjetja, kjer lahko hitro izkoristijo oblačno infrastrukturo, da naredijo aplikacijo, ki je skalabilna in dosegljiva po celem svetu. Vidimo pa veliko primerov, ker tudi večja podjetja vidijo, da so veliki prihranki s tem, da se preide v oblake. Tako da bi rekel, da ni specifično samo za določen sloj podjetij, ampak kar za celoten spekter podjetij. Kdaj lahko pričakujemo zagon oziroma dostopnost Windows Azure na slovenskem tržišču? Uradno ne moramo razkriti nobenih konkretnih datumov, ampak lahko si rečemo neuradno, da recimo v naslednjih 12 mesecih oziroma do naslednje te konference naj bi bila stvar dostopna tudi v Sloveniji. Koliko bo platforma prilagojena slovenščini, slovenskemu tržišču glede na majhnost le-tega? Vi morate gledati na to drugače, ker Windows Azure je dejansko platforma, ki teče v oblakih in lahko si to predstavljate kot Windows strežnik nekako, če zelo poenostavim, ki teče v oblakih in to je samo platforma, na podlagi katere bodo tekle preostale aplikacije. Zdaj, če vi te aplikacije zgradite za slovenski trg s slovenskim uporabniškim vmesnikom, potem bo ta stvar popolnoma prilagojena slovenskemu okolju. Zdaj, za samo administracijo tega pa ne potrebujemo slovenščine, zato da lahko nek administrator dejansko vpelje aplikacijo na Windows Azure. Tako da ne verjamem, da bo v prvem koraku slovenščina kot eden izmed jezikov za samo upravljanje za to infrastrukturo v oblakih. Seveda ne bodo slovenske rešitve tekle na Windows Azure. Dropflow.com je spletna storitev, ki omogoča, da zelo hitro izmenjamo neko datoteko in pri tem dejansko se nam ohrani revizijska sled te datoteke, kje vse je ta datoteka bila. Zakaj smo se odločili za Windows Azure? To gre za spletno storitev, za katero pričakujemo rast uporabnikov in na to moramo biti v prihodnosti pripravljeni. In s Windows Azureom mi lahko postopoma dograjujemo zelo enostavno našo infrastrukturo, se osredotočimo na sam razvoj aplikacije, ne pa za gradnjo naših data centrov, se pravi, za to poskrbi Microsoft. Prva komponenta, katero se jasno vidi, je prihranek. Seveda, zaradi tega, ker vi celotno upravljanje z infrastrukturo, nakup strojne opreme in podobne stvari enostavno prenesete na nekega drugega izvajalca, v tem primeru Microsoft. Torej, ne kupujete vaših strežnikov in jih ne upravljate. To je prvi hiter prihranek. Druga stvar, ki jo pa vidimo, je pa ta skalabilnost in agilnost pri prilagoditvi vaših aplikacij. Recimo, ne vem, danes imate za naslednja 2 meseca 1000 uporabnikov več na vaši aplikaciji, potem jih pa ne potrebujete več po 2 mesecih. In zakaj bi plačevali za določene storitve, če ne potrebujete te kapacitete? In to vam omogoča oblak, da lahko povečujete število resursov, zmanjšujete število resursov in ste prilagodljivi. In ta fleksibilnost je zares zelo pomembna. Glede na to, da se veliko tudi preostalih softverskih, tako kot hardverskih podjetij odloča za svoje oblake, s čim namerava Microsoft prepričati uporabnike, da poletijo v njegove oblake? Dobro vprašanje. Zgodba je zopet večplastna, zato ker vi morate vedeti, da tudi Microsoft ponuja različne rešitve v različnih oblakih. O čemer smo govorili danes, Windows Azure je javna oblačna infrastruktura oziroma public cloud od Microsofta. Microsoft ponuja tudi privatno oblačno infrastrukturo, ki je namenjena temu, da se optimizira investicije v lokalne podatkovne centre. In naš cilj je to, da lahko neko podjetje se odloči, da danes gre v optimizacijo privatnega oblaka, svojega podatkovnega centra, prenese morda del v javne oblake in bomo poskrbeli za to, da bo stvar transparentno povezljiva, da bo za njih zelo preprosto izkoristiti tako privatne kot javne oblake.